Poleg znanih tveganj v proizvodno-prodajnem procesu, s katerimi se podjetniki srečujete pri poslovanju v normalnih časih, ste v času korone izpostavili tudi dodatnim tveganjem, plačilni disciplini, zamudah pri dobavi in podobno. Gospa Helena Belinger, direktorica trgovinskega bančništva v Novi Ljubljanski banki, vam bo predstavila danes, kako v teh negotovih razmerah uravnoteženo obvladovati poslovna tveganja, enako za kupca, prodajalca in dobavitelje ali podizvajalce. Ob tem lahko s primerno strukturo z njimi olajšamo tudi financiranje dobavnih verig. Gospod Nataša Simčič, direktorica kreditnih analiz pravnih in fizičnih oseb v Novi Ljubljanski banki, pa bomo pogledali bančni vidik na poslovanje podjetij v zaostrenih razmerah in pomen obvladovanja obratnih sredstev za uspešno poslovanje po izhodu iz krize. Upravljanje obratnih sredstev in denarnega toka je že v vsakdanjem poslovanju podjetja ena pomembnejših nalog finančnika v trenutnih zaostrenih gospodarskih razmerah, ki jih seveda zaznamuje omejen dostop do virov likvidnosti in podobnih finančnih izzivov, pa je tovrstna vloga pomembnejša kot kadarkoli doslej. SBC webinar bo moderiral Goran Novkovič, izvršni direktor SBC-ja. Veseli smo, da se je na tokratni webinar prijavilo več kot 40 slušateljev. Spoštovani udeleženci, vaše vprašanja že med predavanjem lahko zastavite v pogovoru, chatu, na koncu webinarja pa lahko zastavite tudi tako vprašanja, da dvignete roko v aplikaciji z gumbom Raise Your Hand, tretja ikona. Ko bom predal besedo, prosim vklopite zvok, upotrebi tudi video in zastavite svoje vprašanje po predavanjih. Na vsa vprašanja bomo seveda odgovorili. SBC webinar bomo snemali, tako da boste danes tekom dneva prejeli posnetek webinarja, prezentacijo in tudi kontakt za morebitna kasnejša vprašanja našima predavateljicama. Za začetek pa smo pripravili eno kratko vprašanje. Zato prosim vse udeležence, da vzamete v roke svoj pametni telefon ali mobilno napravo in v iskalniku tipkate 3x2.menti.com. Pravilen zapis vidite tudi na ekranu. Čisto na vrhu je tudi polje, kamor vtipkate kodo. Koda je 87215987. Naše vprašanje pa se glasi: s katero besedo, se pravi z eno besedo, bi opisali vaše pričakovano poslovanje v letošnjem letu? Odgovori so popolnoma anonimni, tako da brez skrbi, želimo samo videti, kakšno je trenutno pričakovanje oziroma kakšna je percepcija poslovanja v letošnjem letu. Če se zmotite ali prehitro potrdite, lahko odgovor ponovite, na prezentaciji pa se vam bo kmalu pokazali tudi vaši odgovori. Prvi odgovori že prihajajo. Zaenkrat prevladuje pozitivno, kar je pozitivno. Mislim, da smo kar dobili pravzaprav tisto, kar smo pričakovali, tudi v klubu je v zadnjem obdobju približna percepcija podobna. Velika večina je seveda bistveno bolj optimistična kot lansko leto, torej pozitivno, tudi stabilno, zmerno. Je pa del tudi takšen članov, ki pričakuje še vedno nestabilno situacijo. Zanimivo je tudi odgovor glede inflacije. V tem trenutku imamo recimo kar nekaj informacij o cenovnih šokih, ki bi lahko prek verig se prelili tudi na zvišanje končnih cen. Tako da bi rekel tokrat kar pričakovano. Hvala vsem za vaše odgovore. Preden pa začnemo, prosim še enkrat vse, ki ste se nam pridružili po začetku tega uvodnega dela, da izklopite zvok in video. Obenem pa predajam besedo našima današnjima predavateljicama, gospema Nataši Simčič in Heleni Belinger. Najprej vabim k besedi gospo Natašo Simčič. Prosim, izvolite. Dober dan. Upam, da vsaj zvok zaenkrat deluje. Dovolite mi, da še
vklopim prezentacijo. A se prezentacija vidi in lahko pomagate? Da, prezentacija se vidi, tako lahko kar nadaljujete. Izvolite. Super. Torej, vsem slušateljem najprej en lep pozdrav, tako v imenu Nove Ljubljanske banke, kot seveda tudi v mojem imenu. Nataša Simčič je moje ime in prihajam iz kreditnih analiz. Nekoliko sem, ne vem, čisto presenečena zdaj na začetku tega seminarja, webinarja, ker so približno vaši odgovori zajeli že vse to, kar želim tudi povedati, samo mogoče z drugačnimi besedami. Skratka, začela bom z optimizmom, ki ste ga tudi vi dali pri vaših odgovorih na prvo mesto, in to opazijo oziroma tudi vsi analitiki, ki raziskujejo to področje, zaznamo ali pa zaznajo, da se je prevesil ta trend gledanja na COVID situacijo, na gospodarsko stanje v pozitivno smer. To je tako v Sloveniji, seveda, kot tudi na področju gospodarstva v Evropski uniji. Seveda pa ta pozitivizem ne sme nas pripeljati v neke napačne zaključke. Obeti za svetovno gospodarstvo, kot tudi za slovenski trg, so seveda zmerni. Ta zmernost pa ne prihaja tokrat iz premajhnih kapacitet, premajhne inovativnosti ali konkurenčnosti, temveč predvsem iz strožjih omejitev, ki jih posamezne države vpeljujejo na svojem področju in na svojem območju in so seveda povezane z zdravstvenim stanjem. Te omejitve, vsaj v banki, tako verjamemo, jaz osebno tudi, bodo krojile naše prihodnje življenje tudi v prihodnje. Tako da načeloma se strinjam, ne načeloma, kar strinjam se tudi z vsemi vami, ki ste navedli, da bo še vedno nekoliko nestabilno okolje. Za nekatere dejavnosti, vsaj po S&P raziskavi, pa se bo ta nestabilnost nekoliko zavlekla tudi v leto 2023 in še naprej. Skratka, učinki krize so različni po dejavnostih, popolnoma različni po dejavnostih in so nekoliko podaljšani v prihodnost, če jih primerjamo seveda z podatki ali pa z predvidevanji, ki smo jim bili priča v drugi polovici leta 2020. Po našem mnenju, kot tudi po mnenju teh, ki raziskujejo trg nekoliko bolj strokovno še kot mi, seveda bodo maloprodaja, ki ni vezana direktno na vsakodnevno potrošnjo, predvsem pa turizem, gostinstvo in vse, kar je povezano s temi dejavnostmi. S tem mislim tudi na support dejavnosti povezane s turizmom, ne samo prevoz potnikov ali letalski prevoz ali samo hoteli, ampak tudi vse, kar je vezano na ta del, učinki negativni, ki se jim moramo prilagoditi, se bodo zavlekli nekoliko v prihodnost in temu se moramo prilagoditi. Dejavnosti so bile različno pod vplivom gospodarske krize, ki je posledica zdravstvenega stanja. Na enim izmed takih metrov, recimo, ki jih uporabljamo v banki za neko primerjavo, seveda vidimo dejavnosti, ki so povezane s turizmom in z retailom kot močno impaktirane negativno. Ampak tisto, kar je pomembno pri branju takih rezultatov ali pa pri pripravi svojega finančnega plana, poslovnega načrta za naprej, je pomembno tudi, na katerem delu so bile prizadete te industrije. A je to res samo padec prihodkov? A je to padec prihodkov in profitabilnost hkrati? Ali mora biti še tretji del, to pomeni dodatno zadolževanje in seveda primeren plan, ki ga tudi mi, oziroma predvsem vi kot podjetja, potisnete nekoliko v prihodnost. In to je danes možno. Za razliko od leta 2008 je slovensko gospodarstvo, torej podjetja sama, bistveno bolje pripravljena, so bila bistveno bolje trdno pripravljena na morebitno nepredvidljivo unexpected krizo, ki se je zdaj zgodila, kot tudi celoten bančni sistem. Toliko mora biti za uvodni del, da kriza ne bo tako hitro šla izpred našega praga in da kriza bo terjala tudi določene spremembe v našem vsakdanjem življenju. Kako pa praviloma gledamo v banki na vaše rezultate ali pa kako bomo gledali iz tega širokega teoretičnega spektra,
Eno so izhodne strategije. Izhodne strategije so praviloma na nivoju države, na nivoju unije, na nivoju skupnosti narejene, ampak v tem primeru, ko se pogovarjamo o izhodnih strategijah posameznih držav, le-te niso kreirane samo za vzpodbujanje gospodarstva, inovativnosti, ekozadev, temveč jih bazično so postavljene za to, da zavarujejo varnost in zdravje svojih ljudi. To pomeni, da bomo nekako morali živeti s strožjimi ukrepi ali pa se prilagoditi strožjim ukrepom tudi v prihajajočih obdobjih. Druga stvar pa je vzdržnost poslovanja. Vzdržnost poslovanja pa je na ramenih lastnikov in menedžerjev posameznega podjetja. In tukaj ne ločujem niti banke, tudi mi se moramo temu prilagajati, niti na drugi strani samih podjetij. Ne bom se dotaknila čisto vsakega področja, ki je opisano v teh slajdih, temveč bom poskušala povedati tisto, kar je za banko zanimivo in kar menim, da je zelo dobrodošlo in koristno tudi za podjetja. In to je plan na nivoju podjetja in vzdržno poslovanje. Torej, ta dva elementa sta med seboj drugačna, sta si različna in vsak opisuje eno izmed področij, oba dva skupaj pa tvorita vaše prihodke in vaše uspehe. Poslovni model in finančna vzdržnost. Poslovni model samega podjetja se po našem mnenju, pa ne samo po našem mnenju, tudi jaz osebno v to verjamem, ampak tudi po mnenju strokovnjakov na trgu bo spremenil. In ta sprememba tega poslovnega modela bo vplivala tako na nas, ki samo beremo finančne izkaze in poskušamo oceniti kreditno sposobnost podjetja. Kreditna sposobnost, mimogrede, je en zelo star izraz, ki ga praviloma ne uporabljamo več, ampak se bolj poslužujemo vzdržnosti poslovanja. Vzdržnost poslovanja je pa bistveno širši pojem in govori o poslovnem modelu in o finančni stabilnosti podjetja. In prav ta dolgoročna vzdržnost menimo, da se bo spremenila. Spremenila se bo v smislu, da se mora poslovni model prilagoditi novim okoliščinam. Kaj pa mislim pravzaprav s poslovnim modelom in koga se to dotika? Sprememba poslovnega modela, predvsem to prvo moje vprašanje, ki ga praviloma postavim, ko se pogovarjam s podjetji, pa tudi znotraj banke praviloma si vedno postavimo ta vprašanja. Nove okoliščine, ki jih je povzročil COVID ali nas je potisnil v to, da razmišljamo o njih, bodo terjale od nas drugačno obnašanje. Od nas bojo terjale, da bomo posegali po drugačnih produktih oziroma da bomo cenili nekaj drugega oziroma da bodo podjetja morala spremeniti tudi pod točko 2 način notranjega poslovanja. Veliko ljudi bo delalo od doma. Sprememba poslovnega modela kontrole, produktivnosti, ugotavljanja produktivnosti, nagrajevanja zaposlenih bo drugačna. In ker bo drugačna, bo praviloma v prvi točki, vsaj tako se običajno zgodi, vplivala na stroške. Iz tega sledi, da bodo stroški praviloma višji in profitabilnost praviloma nižja. In to pričakujemo. Največji vpliv pa po našem mnenju bo imela pravzaprav sprememba poslovnega modela. In ta bo vplivala tako na tisto vrsto podjetij, ki so bila zaradi korona krize manj finančno obremenjena, kot na tista podjetja, ki so bila finančno obremenjena, plus bo potrebna neka prilagoditev poslovnega modela. Ko smo se včeraj pogovarjali malo o tem webinarju, kaj povedati in kaj ne, je bilo vprašanje, ali imam kakšen primer. Veliko je teh primerov. Veliko je teh primerov, ki se nanašajo na delo od doma, urejenost prostorov. Veliko je primerov, ko naročimo hrano na dom, malo večkrat, kot smo prej samo pico ob večerih. Ko naročamo drobne stvari za gospodinjstvo po online poti, nekoliko več kot prej in en del tega bo sigurno ostal. Na drugi strani pa tudi velika industrija, predvsem velika srednja podjetja, ki delajo za poslovne partnerje, v glavnem znotraj Evropske unije in so povezana z avtomobilsko industrijo, predvsem tudi tukaj menimo, da bo razvoj predvsem z elektriko povezanih izdelkov, produktov, večji, hitrejši, kot je bil planiran recimo še pred korona krizo. Poslovni model bo nekaj, kar bo v naslednjih prihajajočih mesecih,
ko se bomo pogovarjali s podjetji o njihovih finančnih konstrukcijah, nekaj, kar bo na prvem mestu. To ni najbolj značilno za banko. Veste, da smo ponavadi vedno targetirali in se vedno ukvarjali samo s finančnimi podatki, bilancami, kriteriji in tako dalje. Vendar resnično verjamemo, da bodo finančni rezultati prihodnosti drugačni, kot so bili finančni rezultati pred letom 2020. Torej, njihova primerljivost ne bo pokazala pravega stanja. Zato lahko pričakujete, vsaj z vidika Nove Ljubljanske banke, si upam trditi tudi na tistih poslovnih sestankih, kjer sem jaz do sedaj osebno sodelovala, je bil poslovni model prvi, o katerem smo želeli razpravljati s podjetjem. Da bi bila slika nekoliko težja, pa je seveda denarni tok tisti, ki bo kreiral naše naslednje mesece. Ne toliko dolgoročno vzdržnost, kot tisto kratkoročno. Najprej moramo preživeti ta prvi vzpon iz krize. In tukaj naj tudi poudarim, da se spreminja okolje ne samo za tiste, ki so bili pod lockdownom, ki so še vedno pod lockdownom, ampak tudi za ostala podjetja, ki normalno delujejo ali pa so relativno normalno delovala v gospodarski krizi. Pravilno je gospod Novković na začetku izpostavil, da cena vhodnih materialov raste. Kljub pozitivizmu na gospodarstvu imamo še drugi element. Torej, cena vzhodnih materialov, ki raste in ki jo bo treba nekako na nek dolgi rok, običajno ne takoj preusmeriti na kupca. In kaj iz tega sledi? Tudi vi imate prav. Tudi mi sklepamo, da bo prišlo do trenda rasti inflacije. Ne upam si trditi in ne bi bilo strokovno, da bi rekla, da se bo inflacija povečala za toliko in toliko odstotkov. Ravno tako menim, da gospodarstvo čisto brez inflacije tudi težko vse skupaj funkcionira, ampak slike ali pa gibanja cen vhodnih materialov na celotnem globalnem trgu kažejo v smer, da lahko pričakujemo inflacijo. Torej, to so vse neki signali, ki narekujejo podjetju, da mora začeti resno planirati svoje denarno stanje. Na kratek rok in seveda vzdržnost na dolgi rok. Dovolite mi še nekoliko globje, da grem v finance, v same številke, to je področje, s katerim se pravzaprav ukvarjam. Med vsemi finančnimi kazalniki, ki jih ponavadi pogledamo v banki, ko podjetje pristopi do nas z dodatnim kreditiranjem, z iskanjem rešitev za gepe, za luknje, ki jih ima v svojem financiranju, so v letošnjem letu najpomembnejša dva. In to je kapital in druga stvar je likvidnost. Kapital se je pokazal še enkrat, zelo smo ga zanemarjali, ampak še enkrat se je pokazal tudi v tej krizi kot resnično temelj vsakega podjetja. Podjetja, ki so vstopila v to krizo sedaj z višjim stopnjo kapitala, imajo večjo možnost, ne govorim, da se bojo lažje prebila čez krizo, ampak večjo možnost za lažji izhod iz te gospodarske krize. Še en podatek, slovensko gospodarstvo v primerjavi z letom 2008 je v bistveno boljšem stanju. Ko rečem bistveno boljšem stanju, mislim, da je bil povprečna stopnja kapitaliziranosti srednjih in malih podjetij, ne govorim velika in ne mikro, pred letom 2008 nižji od 30%. Danes beležimo to kapitaliziranost v višini okoli 45%, kar pomeni, da vsaj en problem pri večini srednjih in malih srednjih podjetij na slovenskem trgu, recimo, da je obvladljiv. Druga stvar je pa likvidnost. Ta element likvidnosti se ni popolnoma nič spremenil od leta 2008. Še vedno ugotavljamo, kateri del v bilanci je tisti likviden. Likviden pomeni, da se jutri lahko prelije v denar. Jutri rabim denar, zato ker gre cena vhodnih materialov gor. Jutri rabim denar, ker imam delavce na čakanju, zato ker so zaradi zdravstvenih razlogov ali zaradi omejitev potrebujem nekaj drugega, torej jutri. In likvidnost, predvsem terjatev, zalog, finančnih naložb, ki jih podjetja imajo, je tudi v tej krizi izjemno pomembna. Torej, nekaj smo se naučili iz prejšnje krize in to je obvladovanje likvidnosti. Moram pa po zadnjih 10 letih, približno 20 let pa delam na tem področju, lahko ugotovim, da še vedno zelo zanemarjamo to področje. Torej,
področje obvladovanja obratnega kapitala ali kratkoročni denar na računu, kako je le ta pomemben, tega nismo še ravno zelo materinski do tega, ampak bolj ali manj mačehovski. Da ne bi samo govorila, naj vam tudi tukaj podam tako moje strokovno mnenje, kot tudi mnenje, ki ga seveda lahko preberete v različnih raziskavah. Tako kot imamo na poslovnem modelu 5 vprašanj, s katerimi menim, da so najpomembnejša, v tem trenutku celo bolj pomembna kot finance, o katerih se mora podjetje vprašati, spraševati. Mimogrede, tudi mi na banki se sprašujemo o poslovnem modelu, tudi nam se spreminja način poslovanja z našimi strankami. Tako obstaja tudi nekaj vprašanj, ki se nanašajo konkretno na prvi izhod iz krize. Ne toliko na dolgoročno vzdržnost, ampak na prvi izhod iz gospodarske krize. In vedno je na prvem mestu denar. Na prvem mestu denar in sicer razumevanje, ne številka, ampak razumevanje, koliko je tisto minimalno stanje denarja, ki ga moje podjetje potrebuje, da bi upravičilo moj način poslovanja. Podjetja so si med seboj različna, čeprav delujejo v isti dejavnosti, na istem območju ali celo poslujejo z istimi kupci in dobavitelji. Vendar je razumevanje minimalnega stanja denarja na računu tisto, ki nas lahko ali vaše podjetje obvaruje pred nenadnimi tveganji, ki se bodo zgodila v prihodnosti. To sem zdaj zelo zatrdila, da se bodo zgodila v prihodnosti, ampak prvi signali, ki jih dobivamo, kažejo na to, da bo potrebno spremeniti. Potrebno bo vlagati v znanje, potrebno bo imeti nastali bodo dodatni stroški v zvezi z zdravstvenimi ukrepi, nastajajo luknje v verigah, v nabavnih in prodajnih verigah, ki jih bo treba zapolniti na nek način, preseči na nek način in tukaj nam denar lahko veliko pomaga. Skratka, moje prvo priporočilo z vidika finančnega upravljanja svojega podjetja, na kratek rok je razumevanje minimalnega stanja, ki je potrebno za normalno poslovanje vašega podjetja. Druga stvar, ki je na slovenskem trgu jo opazimo, so cash flow projekcije, projekcije denarnih tokov. To se sliši zelo grozno strokovno in na vseh srečanjih, kjer sem imela priložnost pregovoriti s podjetniki, vedno ponavljam eno in isto in tudi pred krizo. Denarni tok, ki je pripravljen za banko, je napačen. Je napačna percepcija. Še toliko bolj pomembno pa je upravljanje in pripravljanje planov za naprej zdaj po gospodarski krizi. Mislim, po gospodarski krizi, znotraj, v izhodu gospodarske krize. Menim, da bi vsak lastnik podjetja in menedžer, vodja poslovne enote, moral imeti pripravljene plane odliva denarja, odliva potrebnega denarja za teden, mesec naprej in o tem resno razpravljati na notranjih sestankih. Denar je sveta vladar, so enkrat rekli, danes nas pa lahko obvaruje pred morebitnimi tveganji, ki nas čakajo in ta niso več tako unexpected. Poslužujemo se besede tudi običajno robustnost, tako trdnost, konzervativnost. Seveda mi tukaj lahko oporekate, da denar nima nobene cene, da s tem ne ustvarjamo nobenega profita, res je. Vse to je res, tudi krediti so danes izjemno poceni, denarja, likvidnosti na trgu je veliko, ni pa prosto dostopen seveda, vendar je prav robustnost, ta konzervativnost pripravljenega denarnega toka nas lahko obvaruje pred tveganji, katerim smo izpostavljeni in jih ne znamo še pravilno oceniti. Dejansko ne vemo, koliko časa bo kriza trajala, katere varnostne ukrepe bodo še države sprejemale in kako bo to vplivalo na naše poslovanje. In dotaknila se bom samo še tretjega, in to so aktivnosti za zavarovanje pozicij. Definitivno s tem ne mislim in tega ne vidim pri naših podjetjih za zavarovanje pozicij v smislu samo od prodaje terjatev. Zavarovanje terjatev preko SID-a, zavarovalnice in tako dalje, daleč od tega. Zavarovanje pozicij v smislu obvladovanja obratnega kapitala, torej zmanjšanja potreb po financiranju obratnega kapitala, predstavlja popolnoma vse, kar se tiče stroškov. Torej imeti vse odlive, torej stroške, ki so povezani z izdatki pod kontrolo, pomeni zavarovanje pozicije. Res bi
svetovala, pokaže se to po podatkih, ki nam jih vi prinesete v banko, da podjetja, ki resno delajo na tej zadevi, imajo manjše probleme, če se smem tako zdaj izraziti, v času te krize, ki je udarila vse na vseh straneh, ne enako, ene bolj, ene manj, ampak vseeno tako po poslovnem modelu, kot po zaposlenih, kot po zdravju in po finančni strukturi samega delovanja podjetja. Skratka, kjerkoli je možno, da preverite svoje stroške, da upravljate svojo likvidnostjo, da terjatve, običajno terjatve, ki jim dajete odlog plačila na 30 dni, skrajšate na 25 dni pri novem kupcu ali obratno, katerekoli od teh elementov prinašajo samo pozitivne efekte. Podjetniki mi praviloma nazaj odgovorite, da so ti efekti majhni, res je, ampak predvsem vi dobro to poznate, da če veliko majhnih stvari na kupček zložiš, ima seveda en velik pozitiven efekt in to je denar na računu, ki bo ali pa je že danes zelo pomemben. Eden izmed elementov, ki jih upoštevamo v banki, zdaj, ko ocenjujemo bilance za leto 2020, mirno, normalno že prihajajo, je tudi seveda poslovanje in flowi na vaših računih. Prej so bili pomembni, danes so pa še toliko bolj pomembni. To je relativno kompleksna zadeva, glede na to, da obstaja toliko bank, ampak kljub temu. Denar na računu je seveda zelo pomemben. Ostalih dveh točk se ne bom tako močno dotaknila z finančnega vidika, ker bi vam rada predstavila dva primera dobre prakse, vendar kljub temu mi dovolite, mala in srednja podjetja na slovenskem trgu po večini nekaj vas ima, notranja računovodstva nekaj ne. Večina vodite materialno knjigovodstvo doma in imamo zunanje računovodske servise, kar je seveda zelo dobro in spoštljivo. Računovodstvo je postalo zelo kompleksna zadeva. Ampak na drugi strani prav tega planiranja denarja, kontrole, predračunavanja, kaj se bo zgodilo na naslednji teden, naslednji mesec, kako naj si zavarujem te pozicijo, to zelo pogrešamo pri malih in srednjih podjetjih na slovenskem trgu. Ne samo, da mi v banki to pogrešamo, ampak še enkrat, tako kot sem začela, menim, da je to za podjetje dobro. Da ima denar pod kontrolo, da ve, kaj se mu bo zgodilo, ali vsaj tisto, kar lahko pričakuje, ali kar lahko planira, da ima pod kontrolo in se s tem zavaruje pred dogodki, ki jih ne moremo pričakovati, kot je recimo gibanje cene vhodnih materialov. Torej, preden preidem na dva primera, ki sta primera, če mene vprašate, upam, da se nisem zmotila, zgodovina oziroma prihodnost bo to pokazala, primera dobre prakse in tudi vzrok, zakaj se je zgodilo ali pa zakaj je bil eden bolj, eden manj, malo manj impaktiran, vpliv je bil malo manjši. Ampak zakaj sta ta dva primera dobre prakse? Zato, ker vključujeta popolnoma vse to, kar sem zdaj govorila. Tako prilagoditev poslovnega modela z jasnimi ukrepi, ki ste jih vi, podjetja, to naredila. To ni samo teorija, to lahko v praksi tudi vidimo, da deluje. In na drugi strani tudi finančno upravljanje podjetja, torej zavarovanje svojih pozicij z finančnega vidika. Prvi primer je primer podjetja, ki deluje v kovinski industriji. Podjetje je na trgu 20-25 let. Prvo stvar, ki jo tukaj vidimo, pa mi dovolite, vklopim pointer, upam, da to znam. Prvo stvar, ki jo tukaj vidimo, da je podjetje naredilo en velik priskok v času, ko je bila gospodarska prosperiteta. Torej na podlagi vlaganj, na podlagi svojih izkušenj, izdelkov, ki so bili očitno dobro sprejeti, je podjetje naredilo en velik priskok. Na drugi strani vidimo, da v letu 2020, torej komaj po 2 letih velikega preskoka, je podjetje zabeležilo skoraj 40% padec prihodkov. Z teoretičnega vidika 40% padec prihodkov pomeni, da te izbrišejo iz trga. Na dolgi rok tak padec ni nekaj, kar bi se dalo kar takoj spremeniti ali pa takoj spremeniti ali pa tudi mitigirati, ukrepati na tej podlagi, če seveda tukaj ne bi imeli COVID situacije in jo poskušamo tukaj razumeti. Zato pa, to je prvi del, kar se poslovnega modela tiče, na drugi strani pa tudi njegova kapitalska ustreznost. Takoj primerjava s kapitalsko ustreznostjo, a bo to podjetje res zbrisano iz trga takoj.
zaradi lastnih temeljev? Zelo verjetno ne. Kapitalska ustreznost tega podjetja omogoča temu podjetju, da absorbira tudi morebitne izgube, ki bi nastale zaradi takega velikega obsega padca prihodkov. Potem je pa seveda sledi takoj vprašanje, zakaj pa tak velik padec prihodkov? Ko boste primerjali ta padec prihodkov s tisto tabelo na tam 3., 4. slajdu, boste hitro ugotovili, da je bil padec prihodkov bistveno višji, kot ga ima povprečju industrija. Kaj se je tukaj zgodilo, je vprašanje banke. Ampak podjetje je odreagiralo že pred vprašanjem banke. In če mene vprašate, oziroma na podlagi mojega mnenja, so odreagirali zelo, zelo strokovno. Velik padec prihodkov v tem primeru, ali pa večji delež na padec prihodkov v tem primeru, je vplivala seveda korona kriza, ampak zato, ker je bila koncentracija prodaje vezana na eno industrijo. Torej, večji del prodajnega asortimanta je bil vezan na neko industrijo, ki je imela še bistveno višji padec, večji padec prihodkov, potreb, kot ga je imela kovinska industrija v celoti. Skratka, prvi element tveganja, razpršitev kupcev, kjer je seveda to mogoče. Če imamo specializirana orodja, specializirane produkte za točno določene kupce, se moramo tega tveganja zavedati in zavarovati to tveganje po neki drugi strani, z nekim drugim elementom. Druga stvar, ki jo je to podjetje ob zavedanju, seveda, kaj se dogaja, naredilo, je, da vso naročeno proizvodnjo iz leta 2019 seveda je dokončalo v letu 2020 in je s tem ohranilo tesen stik do svojih kupcev. In seveda si zagotovilo tudi odnos s temi kupci tudi v takrat, ko bo industrija teh kupcev seveda tudi šla iz te krize. Kako pa je lahko naredil to, da je izpeljal celo proizvodnjo? Tako, da je izvedel vse ukrepe, o katerih smo govorili prej v poslovnem modelu. Predvsem o zavarovanju lastnih zaposlenih, lastne lokalne skupnosti in omogočanje dela od doma tam, kjer je bilo mogoče, torej zavaroval pozicije, ki so bile ranljive v samem podjetju. Še več, to podjetje, nekoliko pred sabo imate bilanco stanja zelo okrnjeno, skrčeno, je tudi na obratnem kapitalu, in zdaj prihajam do tistega, kar želim povedati, pravzaprav do denarja na računu. To podjetje je naredilo velike spremembe v letu 2020 in sicer svojo nedokončano proizvodnjo z številkami tukaj vidite, da dejansko potrjuje to, da je ohranil in naredil vse, kar je dal si za cilj v letu 2019, torej omogočil normalno proizvodnjo svojih izdelkov, svojih naročil iz leta 2019 in zaloge materijala znižal na bistveno nižji nivo. Zakaj na bistveno nižji nivo? Ker seveda ni naročil. Ne prihajajo naročila od znanih kupcev, ker je industrija kupcev bistveno bolj impaktirana kot kovinska kot taka. Kam pa je šel ta denar? Ta denar je šel v poplačilo poslovnih obveznosti. Torej, na drugi strani je ohranil, torej naše podjetje je ohranilo tudi verigo dobaviteljev. Torej, tudi z njimi si želi v nadaljevanju delati. Tokrat ne moremo govoriti o obstanju denarja na računu, torej planiranja minimalnega stanja na računu strani tega podjetja, temveč je bilo to usmerjeno v poplačilo dobaviteljev in hkrati, kar pa je najbolj pomembno in kaže na spremembo poslovnega modela v iskanju novih rešitev. Te nove rešitve so se izkazovale konkretno pri tem podjetju v povečevanju znanja v smislu, da so se v času COVID situacije že izdelovali novi produkti in ti novi produkti so imeli nove kupce. Torej, niso izvajali samo enega produkta, njihova proizvodna linija je bila toliko agilna, da so lahko z novimi produkti pridobili nove kupce. In to se izkazuje sicer v drugi postavki na stanju zalog. Zakaj vam to govorim z finančnega vidika in se malo manj ukvarjam s številkami? Vem, da se bom zdaj ponovila in da sem že preko svojega omejenega časa, ampak kljub temu. Številke ne bodo več primerljive, bilance bodo težko primerljive z 2019 in 2018. Samo v tem primeru smo zamenjali kupce, smo naredili bolj razpršeno prodajo, imamo morebiti drugačno znanje in drugačen poslovni model. Torej, kakorkoli bomo primerjali rezultate, ki jih bo to podjetje doseglo v 2021 z 2019, bomo mogli imeti pred očmi tudi poslovni model.
Zato je pomembno sodelovanje z banko tudi na tem nivoju, na tem elementu, da se pogovarjamo, kaj se je v podjetju zgodilo, kaj smo naredili drugače, da bo prineslo da bojo naslednji rezultati taki, kot jih seveda podjetje pričakuje in ne banka. Podjetje dela za lastnika, za menedžerja, za profitabilnost, zato je tam. To podjetje konkretno tudi ni pozabilo na finančno stanje. Definitivno niso pozabili na finančno stanje. Zavedajo se, da je minimalno stanje na njihovem računu kljub temu pod zelo stresno situacijo. Vložili so v CAPEX, v znanje, v ljudi, v proizvodnjo, v iskanje novih partnerjev, ampak danes so brez denarja. Tudi na tem področju so oni svojo nalogo že naredili in so vlogo za morebitno potrebo po dodatnem financiranju že pripravili. Verjamem, da so v skladu z izhodno strategijo države, predvsem naše, kompleksnost, birokratski pristop do teh vlog, da je obsežen. Priznam, da marsikdaj tudi sama nisem razumela, kaj pravzaprav želijo. Ampak imamo ga in imamo na voljo. Pomembno pri temu je, da smo pripravljeni, da v tem konkretnem primeru, da je podjetje pripravljeno. Če bi se zgodilo, se procesno lahko zelo hitro izpelje. Torej, ni čakalo, da se zgodi pomanjkanje, sploh ne govorim o blokadi, govorim samo o pomanjkanju denarja, kar me dela nekonkurenčnega do poslovnega partnerja, ampak je že danes pripravljen na morebitno tako situacijo. Tudi primer podjetja B, tudi ta izhaja iz naših gora ali pa iz naših logov, ampak v drugi dejavnosti, plastične mase. Tudi seveda tudi ti prihodki so impaktirani, tudi ti prihodki so padli in strogo gledanje po modelu z vidika banke bi seveda takoj znižali boniteto podjetju, vendar temu ni tako. Prvo vprašanje, ki smo si ga zastavili, je, zakaj pa so padli manj kot dejavnosti. Dejavnost je bila veliko bolj pod udarom kot naše podjetje konkretno, zaradi razpršenosti prodaje. Samo še en dokaz več za primerjavo med podjetjem A in podjetjem B. Podjetje A je bilo strogo vezano na eno industrijsko panogo, podjetje B je vezano, njegovi kupci so vezani na več industrijskih panog. In v taki situaciji, kot se nam je zgodila zdaj, v COVID situaciji, je seveda njihov poslovni model, očitno jim to omogoča, ne govorim, da morajo vsi tako ali pa da lahko vsi tako delajo, jim to omogoča seveda bil manj pod udarom. Tudi to podjetje, zaradi tega govorim, da mogoče vse to, kar govorim, vi že delate, samo še bolj robustno bi priporočila. Tudi to podjetje je že naredilo svoje prve ukrepe na obvladovanju obratnega kapitala. Nekoliko drugače kot prejšnje podjetje in zavarovalo se je s tem, da je denar pustilo na računu. Morebiti tudi zaradi tega, ker je podjetje pričakuje zelo hitre spremembe na ceni vhodnih materialov. Omenila sem, da prihajajo iz industrije plastičnih mas, kjer so zelo odvisni od cen gibanja nafte na trgu in s tem se spreminja cena plastičnih granulatov in vsega tega, kar pač potrebujejo za svojo proizvodnjo in s tem si morajo zagotoviti hiter vstop na nabavni trg. Tudi to podjetje si je že zagotovilo tudi backup, torej rezervni plan v smislu, če bom potreboval dodatna finančna sredstva. Finančnih sredstev je danes na trgu dovolj in to ni samo odvisno, ni samo NLB, temveč vse banke in tudi država ponujajo veliko ali pa nudijo veliko ali pa na voljo je veliko finančnih sredstev, ampak ne čisto prosto. Niso vsa prosta, treba je dokazati njihovo upravičenost. Odobrena je kreditna linija, odprta je linija za odprodajo terjatev in seveda podjetje je izkoristilo vse možnosti, ki jih je država skozi izhodno strategijo tudi ponudila na trgu. Nič od tega ni koriščenega, vendar je vse pripravljeno, če in ko se bo zgodilo. Za zaključek naj samo še enkrat poudarim, da je obvladovanje obratnega kapitala, denar na računu, najpomembnejši, vsaj po moji osebni oceni, najpomembnejši element izhodne strategije. Na izhodu, ko prihajamo ven iz neke krize, moramo poskrbeti za kratkoročno bildanje zdravje našega podjetja oziroma gospodarstva.
na dolgoročno vplivajo poslovni modeli in seveda potem tudi morebitne omejitve na državnih nivojih. Torej, kratkoročno obratni kapital, nimamo zelo veliko časa, da bi se močno poglobili v obratni kapital, ampak naj vam samo zelo, zelo plastično prikažem, kaj se lahko zgodi podjetje, ki ima 5 milijonov evrov terjatev, kako to vpliva na stanje potrebnega financiranja. Tole v rdečem spodaj vidite je potrebno financiranje, če spremenijo stanje svojih terjatev za 10, 20, 30%. In s tem resnično nimam namena govoriti samo o odprodaji terjatev. Govorimo o preverjenih kupcih, govorimo o skrajševanju plačilnih rokov, kjer je možno seveda, in kadar je možno in kadar je smiselno. Torej, obstaja veliko elementov obvladovanja terjatev. Za primer, nekaj se mi dogaja. Za primer, govorili smo, vi ste rekli, da pričakujete inflacijo, mi pravimo tudi, da rastejo cene vhodnih materialov, ne vemo, kaj bo z zeleno energijo, zeleno elektriko, premogovniki grejo navzdol, torej nekako nam vse že diši po neki inflaciji in po višjih cenah. A se bo to vse lahko preneslo na vaše kupce? Mora biti vse ali pa vsaj v začetnem trenutku ne. Torej, kolikor vam terjatve, zaloge, kolikor grejo cene zalog navzgor, torej v ceno vhodnih materialov, ne količina zalog, ampak samo cena vhodnih materialov, seveda se vam potreba po financiranju obratnega kapitala povečuje. Danes so cene kreditov nizke, vendar ali bo temu tako tudi v prihodnje, jaz osebno dvomim, ker je to stanje resnično nevzdržno stanje. Kaj pa lahko mi sami naredimo v podjetju? Zaloge, tako kot v prejšnjem primeru, tako kot v tej tabeli, njihova vrednost narašča, cena narašča in to moramo plačati. To ni, da ne plačamo. Na drugi strani pa lahko samo z enim ukrepom zmanjševanja terjatev ali odprodaje ali uravnavanja, hitrejšega obrata, drugega dogovora in nič drugega nismo spreminjali, še vedno ostanemo na tistem, kar je bilo planirano v začetku. 11% financiranja, potreb po financiranju obratnega kapitala v prodaji na tem konkretnem primeru je dober rezultat za proizvodno dejavnost, zelo dober rezultat, v primerjavi povprečje je okoli 20. Tudi danes govoriti več o ničelnem potrebnem obratnem kapitalu mogoče ni tako smiselno več. Mogoče je smiselno imeti nekaj zalog pa vseeno, glede na motenost nabavnih verig. Vendar se bo to v prihodnje spremenilo. Zelo na hitro sem šla skozi moje slajde za zaključek in ne gre mi ne naprej, nekaj imam problemov s tehnologijo. Bomo čakali, poskušajte urediti, sicer bo pa mi poskušajte pomoč, ni problema. Tako, tukaj za zaključek tega mojega dela, nekoliko sem tudi prekoračila čas in upam, da nisem bila zelo dolgočasna, bom predala besedo kolegici Heleni, ki ima pripravljenih tudi nekaj rešitev, finančnih rešitev, seveda za obvladovanje denarja. Z moje strani pa za zaključek samo sigurno se bodo spremenili poslovni modeli, komunikacija z banko bo nekoliko neotežena, ampak bo daljša, predvsem, ker se bomo želeli pogovarjati o poslovnih modelih. To se pa želimo pogovarjati zato, ker resnično verjamemo, da le-ti vplivajo tudi na denar, na sposobnost podjetja, na vzdržnost in obstoj podjetja na trgu. Zaenkrat z moje strani je to vse. Helena? Hvala, Nataša. Se slišimo, se vidimo, zdaj nekje čakamo na prenos kontrole name, ki se bo tudi verjetno zgodil. Medtem, ko pač čakamo, se zahvalim Nataši oziroma zanimiva iztočnica, tako kot morate vi vsi imeti sinhrono delovanje nabave, prodaje in financ, tako je za banko nujno sodelovanje in sinhrono delovanje riska in prodaje.
In ko naletiš na risk menedžerja, ki v svojih analizi in oceni kreditnih tveganj praktično pokaže tako nemačehovsko, Nataša je rekla, materinski odnos do prodajnih rešitev, ti jih v bistvu že nakaže skozi svojo kreditno analizo, potem je moj del prodaje in iskanja rešitev za vas praktično lahek. Bi rekla, da je Nataša omenila kaj največkrat? Kontrola nad denarnim tokom, likvidnost, projekcija denarnega toka, kupci, zaloge. Dajmo pogledati, zdaj bi mi bil zanimiv en mentimeter, jaz kontrole še vedno nimam. Gospa Helena, predlagam, da umaknete prezentacijo in še enkrat naložite. Ok. Aha, zdaj jo pa imam. No, zdaj poskušajte kar do prosojnice. Evo, že gre. Kar počasi pa bo. Ok. Zdaj bi mi bil zanimiv en mentimeter na začetku, ko gremo na tole tehnični del, kjer bi vam jaz zastavila vprašanje, koliko od vas danes čaka na denar? Koliko od vas danes čaka na plačilo vaših faktur? Jaz sem prepričana, da je vsaka od vaših številk najmanj 6-mesečna. In se sprašujem, zakaj čakati na denar, ampak vi zdaj ne vidite prosojnic na celem ekranu, je tako? Mi vidimo prosojnico, ampak ne gre naprej po prosojnicah, ne? No, Lahko poskušate kar naprej, tako, še naprej. Se bom jaz počasi pomaknila do svojih toliko enega Evo, smo že na pravi poti, kar izvolite. Evo, Goran, med tem bi morali imeti pa res tale mentimeter, oziroma vsak naj v tem trenutku, ko jaz iščem svojo prosojnico, čaka, se pri sebi vpraša, ali pa ne gre jutri do svojega finančnika ali pa računovodja in ga vpraša, koliko za vraga je v vašem podjetju neplačanih oziroma čakajočih računov. Torej, a zdaj vidite vi čez cel ekran slajd? Da, vidimo prvič ugoden in hiter vir financiranja je slajd. Ker jaz ga pa ne vidim, ampak ok, nič hudega, jaz moram itak znati govoriti. Torej, ko se vprašamo, kako do vira financiranja, nam prvi vrsti pride na misel kredit, pa ni to edini vir. Ugoden in hiter vir financiranja je prodaja terjatev. Brez kreditne administracije, brez postopkov odobravanja, brez čakanja na organe odločanja in seveda hkrati vir, ki nam zagotovi takojšen denar. Jaz sem izgubila vse prezentacije in ne vem, kaj se je zgodilo. Helena, kako jaz pomagam, vskočim? Bom šla na mojo varno varianto, desktop, pa bomo takole naredili. Vi pa, ne morem, ker moram premikati, ne? Gospa Helena, jaz predlagam tako, če predate kontrolo nazaj gospe Heleni, ki bo premikala, gospe Nataši, ki bo premikala naprej, vi pa pojdite na svojo prezentacijo, pa se boste tako lahko usklajevali. Jaz niti več kontrole ne morem predati, ker sploh nimam opcije za kontrolo. Potem pa predlagam zelo preprosto, da če je možno skoči Saša. Mislim, da ima zdaj Nataša kontrolo. Ok, gospa Nataša, imate kontrolo? Kontrolo imam, ampak vi ne vidite, ne, mojega. Tako je. Predlagam, da omaknete prezentacijo, pa še enkrat naložite. Ja, že delam. Evo, Goran, kolikor smo trenirali, ni mogli iti brez težav. Ampak to je ta doba, Virtualni svet. To je virtualni svet. A je zdaj bolje? Zdaj ne vidimo. Mi ne vidimo nič. Helena, ne vem, kaj si vi naredila, ampak... Ne vem, kaj sem ti jaz naredila. Ampak kontrole jaz pač nimam, tako da je najbrž predana tebi. Še enkrat bom poskusila. Jaz bom vseeno med tem časom izkoristila čas, ker... Zdaj imate nekaj drugega. Zdaj vidimo nekaj posebno drugega. Vidimo namizje
računa. Aha, v redu, ok. V redu. Zdaj pa je. Okay. Predlagam, da greste kar po vrsti po prosojnicah naprej. Dobro. To gospa Nataša zdaj verjetno. Ja, Nataša, ti sam klikaš zdaj do moje prezentacije. Jaz pa bom šla pač, probala vam zdaj tale čas, ki smo vam ga vzeli, skrajšati. Imamo, gospa Helena, smo zdaj na prosojnici ogorili in hitro vir financiranja, verjetno vidite sedaj. Vidim, zdaj pa greva Nataša, kar nekako smo povzeli teh 8 win-win rešitev za kupca in prodajalca v 8 razlogov, zakaj prodati terjatev, zakaj upravljati s terjatvami denarni tok in obratni kapital in prva seveda ugoden hiter vir financiranja. Potem drugi razlog je seveda, da terjatve takoj spremenimo v denar. Denar je sveta vladar, je rekla Nataša, ne? In ko imamo terjatev, z njo ne čakamo, jo odstopimo banki. Greva Nataša naprej kar na tretji slajd oziroma tretji razlog, kjer povemo, da prodaja terjatev ne pomeni večje zadolženosti podjetja. To je danes posebej pomembno, ker podjetje potrebuje lahko svojo kreditni potencial za morebitne nove investicije. Finančna industrija je pa želela s to obliko, v tujini velikokrat slišite supply chain financing, zagotoviti dobavne verige tako, da je izkoristila potencial velikih kupcev. In ta oblika brez regresne prodaje terjatev ne pomeni zadolženosti podjetja in tako vpliva seveda tudi na vašo bilančno sliko. Zakaj je ta rešitev dobra? Ker ne pomeni denar ne glede na vašo boniteto. Lahko se je v tem trenutku, vaša boniteta ni več tako odlična, lahko spadate med manjše podjetje, med zagonsko podjetje in prodaja terjatev je model, ki ga je industrija razvila zato, da tak dobavitelj izkoristi boniteto svojega odličnega kupca. Nataša, če greva kar naprej, kar pomeni, da je tu zagotovljena možnost financiranja ne glede na vašo boniteto in vašo kreditno sposobnost. Torej, dober kupec, dobra dobavna veriga, likviden dobavitelj, soliden dobavitelj, ki dobro uravnava denarni tok, mora biti temelj vsakega dobrega poslovnega razmerja. In zato v bistvu tudi, ko se vi najdete v vlogi ne samo dobavitelja, vendar kupca, moramo pozabiti na tabu, da prodaja terjatev strani dobavitelja morda pomeni likvidnostne težave. Sploh ne. Prodaja terjatev strani dobavitelja pomeni, da zna dobro upravljati s svojimi terjatvami in svojim obratnim kapitalom. Mi v Sloveniji še večkrat vidimo, zlasti pri mogoče velikih sistemih, velikih trgovcih, ko se kupci nekako izmikajo potrjevanju faktur svojih dobaviteljev, ki so pač potrjene z namenom prodaje, pa je treba se pogovoriti s takim kupcem. Za takega kupca je dober dobavitelj edini pogoj, da bo tudi on lahko vzdržno izpeljal svojo dobavno verigo do konca. In seveda možnost, ki se jo kupci ne zavedajo dovolj. Danes je Nataša govorila o skrajševanju plačilnih rokov. Kaj pa prodaja ponuja kupcu? Da lahko neboleče podaljša plačilni rok, ker bo njegov dobavitelj praktično dobil denar ne glede na to, kakšen je plačilni rok. Torej, uravnavanje plačilnih obveznosti z vidika firme, ki je na eni strani kupec in na drugi strani dobavitelj, je s tem produktom praktično optimizirana. In prehajamo na peti razlog, ki pomeni optimiziranje bilance. Seveda terjatev je takojšen denar na računu. Optimiziranje tako bilance na aktivni strani na eni strani kot stanja samega lahko pomeni tolikšno izboljšanje finančnih pokazateljev, ki so nam lahko v prid ne samo pri svojem poslovanju, ampak tudi pri morda zvišanju naše bonitetne ocene pri banki, ki bo potem osnova za naše dodatne zadolževanje in pa seveda tudi osnova za odličen naš poslovni model.
Kaj je pomembno pri prodaji terjatev? Plačilno tveganje prevzame banka. Model brezregresnega odkupa terjatev je postavljen tako, da je tveganje plačila predstavljeno na velikega kupca, ko pa ga banka oceni, pregleda in mu določi limit za odkup terjatev, pa seveda s tem na banko. Ko govorimo o tem modelu, je rešil pravzaprav zelo veliko malih in srednjih podjetij že v krizi. Leta 2012-2013 se je ekstra razvil, danes zelo, zelo pomemben. In kaj je pomembno tukaj? Vi se financirate v bistvu s tem, da v narekovajih izkoristite dobro boniteto vašega kupca. Taka brezregresna terjatev sprosti vaše bilance, jasno. Velikokrat v praksi srečamo odgovor, kupec mi ponuja rabat. Mi imamo pripravljene seveda izračune za tak odgovor. Jasno je, da diskontna stopnja ni primerljiva z rabatom, da je bistveno nižja, da se izračunava na letni osnovi, vsaj v naši banki je tak model, medtem ko se rabat zaračunava za dejansko število dni, ko se rabat ponuja, tako da so tukaj razlike kar velike. In spet poudarjam, prednost za kupca, ki je likviden partner in možnost podaljšanja plačilnih rokov. Kako pa seveda dobavitelj izkoristi ta takojšen denar na računu, bodi si za poplačilo svojih obveznosti, bodi za karkoli drugega, je to v njegovi domeni. Naslednji razlog, naslednji v bistvu, še enega mogoče, Nataša, zdaj o tej banki in bančni obvezi sva govorili. Zavarovanje. Skrb za plačilo prevzame banka. Mnogo faktorinških družb in bank temelji na modelu odkupa terjatev na podlagi zavarovanj terjatev in na podlagi določenih limitov, ki jih nudijo zavarovalnice faktorinškim družbam in bankam za limite. Torej, v NLB je model, kjer ne zahtevamo, da je taka terjatev zavarovana, niti ne zavarujemo limitov na kupcih. Zakaj je to tako pomembno? V dobi covida so zavarovalnice slovenske in svetovne množično nižale zavarovalne limite, zaostrovale pogoje za zavarovanje limitov, zato naš model temelji izključno na kreditni oceni kupca. Torej, in zdaj, če si pogledate primerjavo zavarovanje terjatev proti prodaji terjatve, strošek zavarovalne premije na eni strani. Zavarovalnice redko zavarujejo 100% znesek. Zavarovalnice predvidevajo pravzaprav kar veliko administracije za eventualno unovčenje zavarovane terjatve, notranji procesi, skrb zaposlenega za spremljanje zapadlosti računov, opominjevalne postopke, potem eventualno unovčenje police pri zavarovalnici. In če to primerjate na drugi strani s stroškom diskonta in z dejstvom, da je pri prodaji denar takoj na računu, da v bistvu ta naša osnovna skrb, ali bo račun plačan, kdaj bo plačan in če ne bo plačan, s tem popolnoma odpade, je tu, trdim, rešitev veliko bolj optimalna. In Nataša, če greva z 7. še kar na 8. točko, Nataša je danes precejkrat omenjala kupce. Informacija o vaših kupcih, bodisi da so to stalni kupci, pa se je morda njihova situacija v času covida spremenila, bodisi da gre za nove kupce, domače ali pa tuje. Ko se odločite oziroma razmišljate o prodaji terjatev in boste banko obvestili, kdo so vaši glavni kupci, jih bo banka pregledala na podlagi javno dostopnih podatkov, pa tudi svojih seveda kreditnih modelov, ocenila njihovo kredibilnost v smislu določanja limita, znotraj katerega boste vi prodajali lahko brezregresne terjatve, takrat pomeni, da je ta kupec kredibilen kupec, da s tem kupcem lahko varno poslujete.
Pa morda še novost, ki je manj znana zato, ker se naša banka iz znanih razlogov pač Evropske komisije s tem ni mogla ukvarjati. Smo pa zdaj že kar nekaj časa, Nataša, če greva še na naslednjo, člani eminentnega mednarodnega združenja FCI, Factor Chain International. Kaj nam to omogoča? Mi smo do nedavnega prodajali oziroma trgovali s terjatvami samo med domačimi poslovnimi partnerji. To združenje več kot 400 članov širom po svetu, nam omogoča, da financiramo oziroma vas podpiramo tudi pri vaših izvoznih in uvoznih odkupih terjatev oziroma financiranja. To enostavno pomeni, da član FCI-ja jamči za plačilo svoje stranke. Torej, če ste vi izvoznik in imate kupca v Nemčiji, pa želite prodati to terjatev, bo moj faktorinški partner, ni treba, da je to kupčeva banka, lahko je to Factor Bank Germany, jamčil za vašega kupca. Brezregresni odkup terjatev, standardi delovanja v FCI-ju so tako strogi, zato je članstvo težko pridobiti, ker faktor član pregleda kupca tako v smislu AML politike, skratka preprečevanja pranja denarja, zakonitosti poslovanja, kot v smislu njegovih kreditnih in finančnih izkazov. In je to jamstvo pravzaprav enakovredno neki, bi rekla, bančni garanciji, seveda, ker je pa postopek tu veliko hitrejši, cenejši, preko določene platforme poteka, je pa jasno, da to jamstvo poteka samo na podlagi izmenjave podatkov. Torej, kot izvozniki ne razmišljajte več o plačilnih rokih. Dogovor o plačilnih rokih je ključen dogovor. In s tem, ko se odločite prodati terjatev, ta dogovor v bistvu ni več tako materialen za vas. Pa tudi, ko ste na strani uvoza, kako takrat izkoristimo FCI članstvo, vi se lahko dogovorite z vašim tujim dobaviteljem za daljši plačilni rok, ker smo mi kot FCI člani, seveda lahko vašega dobavitelja poplačamo takoj. Tu bi poudarila še nekaj. Od nedavnega sta članici FCI tudi naši banki v skupini NLB, in sicer Sarajevo in Priština, pridružuje se v kratkem tudi Srbija, kar pomeni zlasti poziv tem, in teh je med vami veliko, ki izvažate na te trge. Enostavno preko grupnega članstva v FCI-ju naših članic zagotovimo odprodajo teh terjatev in plačilo praktično hitro, enostavno, brez tveganj, brez pregledov, brez ocenjevanja. Torej, skušajte tudi na tem področju pač se posluževati te storitve. Zadnja stvar v tej temi, aplikacija Na hitro, ta je bila pred covidom uveljavljena. Nataša, zdaj sem izgubila jaz sliko. Prezentacije pač še nekaj imava. Bomo prosili Sašo, da... Ja, pač ne glede. Skratka, v aplikaciji samo beseda dve, hitra, enostavna web aplikacija, mi pravimo iz vaše sedežne, zvečer preko mobitela pošljete fakturo, pa imate naslednji dan denar na računu. Vse digitalno, od fakture do ponudbe, podpisa pogodbe in prejema plačila, enostaven dostop z digitalnim certifikatom. Zdaj ne vem, bom kar nadaljevala, zato ker prezentacije oziroma 2-3 slajde, ki so še v nadaljevanju, mislim, da boste pač dobili potem lahko naknadno. Kako smo želeli zaključiti ta del? Zdaj smo pogledali, kako uravnavamo obratni kapital, optimiziramo naše bilance s tem in obratni kapital, pridemo do likvidnosti in vplivamo na denarni tok s prodajo terjatev. Zdaj se pa dotaknemo še drugih tveganj, ki so posebej izrazita v tem obdobju.
Plačilno tveganje seveda na samem vrhu in potem tveganje nepravočasnih dobav. To se je pa izkazalo zdaj v zadnjem obdobju res. Seveda proizvodnje so se zakrčile, surovine so postale, zalog ni, surovine so postale nekje lahko problematične in tu sta dva ključna inštrumenta trgovinskega bančništva, vsem bolj ali manj poznana, bolj poznana seveda garancija, manj poznan pa manj uporabljen akreditiv, ki pa je dosegel neko eksplozijo proti COVID časih. Zakaj? Akreditiv, garancija sta bančni jamstvi. Samo to si treba zapomniti, da sta bančni jamstvi. In akreditiv je bančno jamstvo, ki dobavitelju jamči izplačilo denarja, če bo dobavil pravočasno. In zato ta ekspanzija. Slovenski izvozniki so začeli nenormalno poslovati v lanskem letu z akreditivi. Pa ne zato, ker bi izvozniki zahtevali od kupca akreditiv, ne, ravno obratno. Kupec jim je dal akreditiv, zato da si je od tega izvoznika zagotovil pravočasno dobavo. Jaz imam recimo primerov takih, recimo usnjarska industrija. V usnje je zdajle težko dostopen material, dolgoletni partnerji. Pa mi reče slovenski uvoznik, če dan dobavitelju akreditiv, sem na vrhu njegove lestvice in ne bo zamujal, ker mu samo pravočasna dobava jamči plačilo. Torej, dobavni roki, zaloge na drugi strani, kako lahko z akreditivom uravnavamo tudi količino naših zalog. Zdajle si praktično izdamo akreditiv, pa si v akreditivu definiramo, da blago pride junija, julija, septembra, tako kot bo tekel naš prodajni proces. Ko smo mi izvoznik in ko smo mi odvisni za pripravo tega izvoza od dobaviteljev, domačih ali tujih, spet je tveganje, ki ga lahko mitigiramo z akreditivom. Upravičenja po prejetem akreditivu lahko prenašamo na dobavitelje. Lahko jim na podlagi tega izdamo svoje akreditive za v bistvu spet zagotavljanje dobavnih rokov in nasplošno je akreditiv inštrument, kjer mi spremljamo tudi performance risk. In ta je postal v tej dobi poleg plačilnega tveganja zelo pomemben. Pa ne pozabimo, da seveda tudi kot upravičenec po akreditivu lahko brezregresno prodamo tako terjatev takoj. Še več, če imamo na drugi strani šibkega kupca, pa se nam zdi, da nam ne bo mogel zagotoviti akreditiva, se povežemo z banko, banka s kupčevo banko in si zagotovimo morda postfinanciranje akreditiva. Toliko na izvozni strani, po drugi strani pa kot uvoznik, tu je slovenska praksa že dobro pokrita zlasti za uvoznike potrošnega blaga. Kako se financiramo z uvoznim akreditivom? Danes izdamo akreditiv, jutri dobimo blago, pojutrišnjem ga prodamo, banki pa čez 180 dni lahko zagotovimo šele pokritje tega akreditiva. Takšen odlog nam omogoča, kar pomeni, da se že s kupnino prodanega blaga lahko potem pokriva obveznosti po akreditivu. In ne pozabimo, dobavitelj bo dobil pa denar lahko takoj. Torej, če smo skušali z temi produkti in rešitvami eliminirati tveganja, plačilna, tveganja dobave, tveganja izvedbe, tveganja dobaviteljev, svetovno gledano, na drugi strani pa tudi interno gledano, finančno, računovodsko gledano, optimizirali naš denarni tok, si zagotovili denar za pomembnejše stvari, kot je zato, da čakamo nanj, potem bi rekla, da bo tista realizacija odgovorov začetnega Mentimetra, ki je kazala optimizem, tudi rezultirala v bodočem poslovanju slovenskega gospodarstva. Hvala lepa. Hvala lepa obema predavateljicama za vse koristne nasvete, ki bodo definitivno lahko ublažili negotovost tam, ki se bo seveda pojavila v naslednjem obdobju. Vabim v tem trenutku vse naše goste tudi mogočim vprašanjem. Jaz jih imam nekaj, tako da bi predlagal, da kar začnem z nekaj mojimi vprašanji, pa če se kdo potem javi, dodamo še vprašanja naših gostov. Eno vprašanje čisto iz prakse, ki se mi je porodilo med
med samim predavanjem. Omenili ste pomen minimalnega stanja denarja v nekaterih primerih, cashflowa in tako naprej, ker sta obe iz prakse in veste, kako razmišljajo podjetniki predvsem. Ali podjetniki realno ocenjujejo recimo minimalno stanje denarja ali pa kakšno drugo bilančno postavko, ki je zelo pomembna za realno oceno finančnega stanja, a pa tudi konec koncev poslovnega načrta za naprej v podjetju, ali še ne? Mogoče bi jaz, Helena, na tem področju. Razlika je seveda med malimi, srednjimi in velikimi podjetji. Jaz bi se rada fokusirala na to, kar je center slovenskega gospodarstva, in to so mala in srednja podjetja, predvsem srednja podjetja. Kako oni ocenjujejo, seveda odvisno od lastnika, od preferenc lastnika, kako on gleda na to denarno stanje, ampak jaz osebno skozi 20 let delovnih izkušenj menim, da temu posvečajo premalo pozornost. Se mi je zdelo, da bi to znal biti tak izziv tudi za v prihodnje. Koliko pa v banki greste globoko oziroma koliko v bistvu se individualno posvečate malim in srednjim podjetjem, ker vemo, da jih je zelo veliko? Ja, to je zelo odvisno seveda od banke, od posamezne banke, hitrosti, ki jo tudi stranke naše pričakujejo od nas. Odvisno tudi od zahtevnosti produkta. Zdaj, kdorkoli želi seveda individualno obravnavo, branje bilanc z očmi samega podjetnika seveda v banki dobi. Imamo seveda v banki postavljene neke limite, tudi dejavnosti same, nekatere pregledujemo veliko bolj obsežno zaradi naše koncentracije, ki jo imamo na posameznih industrijah, druge nekoliko malo manj. Moram biti čisto odkrita, recimo, če mene vprašate, nek overdraft, ki ga podjetje potrebuje, nek limit na poslovnem računu, verjetno ne terja poglobljenega razumevanja, tudi v post-covid situaciji. Menim, da je to produkt, ki ga podjetje mora imeti, tako kot ga imamo vsi kot fizične osebe. Na drugi strani, ko se pa pogovarjamo o financiranju terjatev, financiranju zalog, o novih investicijah, to pa terja nekoliko večje razumevanje. Ne gre za to, da se preverja v smislu policijskega pregleda podjetja, ampak bolje razumevanje. Bilance so številke, ja, ampak pokažejo nekaj drugega. Od vsakega podjetja je odvisno, kaj želi v svoji bilanci pokazati. Imeti samo neko, recimo, stanje, prej sem govorila, da je 20% working capital na prodajo, da je neko povprečje v Sloveniji, ampak je odvisno tudi od preferenc lastnika. Nekateri lastniki so bolj konzervativni in želijo imeti malo več na zalogi, zdaj se je pokazalo to kot dobro, drugi so nekoliko bolj podjetniško usmerjeni in imajo malo manj zalog, malo manj denarja vezanega v zalogah, ki so bolj hitri in želijo biti bolj hitri, bolj profitabilni, zdaj se je pokazalo kot slabo. Torej, samo primerja z nekim metrom za moj okus ni poslovno, tako da veliko posvečamo tudi individualnemu razumevanju poslovnih modelov in financ. V zadnjem delu ste precej pozornosti posvečali prodaji terjatev. Moje vprašanje tukaj je zdaj obrnjeno spet na tisto prvo vprašanje pri percepciji. Če bi postavili lestvico od 1 do 10, koliko se slovenski podjetniki poslužujejo prodaje terjatev, glede na to, koliko bi se lahko posluževali prodaje terjatev? Hvala za tole vprašanje. Slovenski podjetniki, pa bom se kar tukaj ustavila, firme, ki so v tuji lasti, pa to so seveda slovenska podjetja, so v Sloveniji, se tega vedno bolj poslužujejo, zlasti v dveh finančnih zaključnih obdobjih, v polletju in v koncu leta, ker je optimizacija bilanc takrat ključna. Tisti, ki so usvojili to storitev, je ne izpustijo več. To so naše stalne stranke in se tega stalno poslužujejo. Jaz mislim, da je tukaj na eni strani prevelika še percepcija slovenske mentalitete, da prodaja terjatev pomeni, da si ti v težavah. To absolutno ne drži. In na drugi strani imamo velike sisteme, predvsem bom rekla, da so to retailerji ta veliki, ki jim v bistvu z procesnega vidika to še vedno predstavlja nek problem, ker mi delamo izključno na podlagi potrjene nesporne fakture.
In takim je seveda velika pomoč naša aplikacija, ker lahko skozi aplikacijo potrjujejo tudi to, ne. Torej, potenciala, tudi gledano primerjalno, bom rekla evropsko, imamo tu še kar nekaj. In pa ta znani slovenski rabat, a ne. Ampak, ko jaz podjetju naredim primerjavo, koliko stane rabat in kakšen je diskont, je seveda enostavna odločitev. Ampak, če bi rekla od 0 do 10 ali pa od 1 do 10, kje smo? Smo tam na trojki, po mojem šele. Ja. Taka velik potencial še. Velik. Okay. Imamo situacijo, tudi v klubu smo imeli anketo, mislim, da je bila februarska, in smo ugotovili, da obstajata dve, bom rekel, tako skrajni, na celem diapazonu skrajni skupini. Ena skupina, ki je večja, kar je zelo dobro, ki se zelo dobro pozicionira v krizi na trgu, celo povečuje svojo prodajo, pričakuje nov investicijski cikl. Na drugi strani imamo pa podjetja, kjer se jim likvidnostne težave zaostrujejo, jih je sicer manj, ampak za razliko od večine, povprečne večine v Sloveniji teh podjetij, so ta naša podjetja v času pred covidom bila zelo perspektivna in verjetno z velika znanja lastnikov in menedžerjev so tudi v prihodnje. Ali pri obravnavi takšnih podjetij, ki imajo likvidnostne težave, kakorkoli ločite oziroma z drugačnimi očmi gledate tista podjetja z likvidnostnimi težavami ali izzivi, ki so bila že pred covidom v kakšnih težavah ali pa recimo povprečna, od tistih drugih, ki so bile pred covidom zelo perspektivna in dobra. Tukaj sem verjetno spet jaz na vrsti. Ja, in v bistvu mi je zelo žal, gospod Novkovič, da tega skozi svojo prezentacijo nisem dosegla, da bi bil odgovor že jasen. Definitivno bomo drugače gledali na likvidnostne ali že drugače gledamo na likvidnostne težave, ki so posledica covida. Nekajkrat sem skozi svojo prezentacijo tudi ponovila, da tudi primerljivost podatkov 2019-2021 bo zelo težka ali tudi 2022. Bi pa posebej tukaj izpostavila, da tudi tista podjetja, ki so bila perspektivna, dobra, zdrava, z novimi produkti v 2019, naj resnično stresirajo, naj resnično pogledajo, ali so njihovi produkti in njihov poslovni model še primeren. Eno je biti uspešen tudi znotraj krize, drugo je pa se pripraviti na drugo poslovno okolje in osebno jaz res verjamem, da se bo le to spremenilo. Ampak preprost odgovor je, da kjerkoli dobimo podatke, iz česa, zaradi česa so likvidnostne težave nastale, predvsem pa, katere ukrepe je podjetje že naredilo, da bo tega manj v prihodnosti, ne danes, danes so, danes rezultati bodo katastrofalni v primerjavi z 2019, potem se seveda usedemo in naredimo drugačno strukturo, predlagamo drugačno strukturo, podaljšanje rokov in vse, kar pač temu sledi, kar je v naši moči. Ok, jaz imam še zadnje vprašanje, ki je zelo aktualno v zadnjem času in bo tudi v prihodnje. Sprememba zakona, ki ureja interventni ukrep odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, omogoča, da se lahko z bankami dogovorijo za odlog kreditnih obveznosti za obdobje največ 9 mesecev, kar izhaja tudi smernic EBA in to je potrdila tudi Banka Slovenija. Pri tem banke upoštevajo tudi že odobrene odloge po predhodnih interventnih zakonih, na način, da bodo odobrile odlog po tem zakonu, če skupni odlog ne bo presegal 9 mesecev. Vprašanje moje je, glede na to, da se zdaj nekako prelaga to dogovarjanje na banke, ali lahko podjetja od vas pričakujejo, glede na individualne razloge za začasno nezmožnost odplačevanja kredita, možnost dogovora za tako imenovani pogodbeni odlog plačevanja obveznosti iz kreditne pogodbe, ker očitno ta sistemski ukrep po 9 mesecih ne bo več takšen, kot je bil do zdaj. Torej, ja, zelo enostaven odgovor je da. Možnost restrukturiranja, možnost moratorija, možnost odloga plačila je bila že na voljo pred COVID situacijo. Vendar je ta pogled na moratorij kot tak, na grace period, ko ga podjetje zaprosi, praviloma vezan na finančne težave. Definicija finančne težave je nezmožnost plačila. To je zdaj splošna utemeljitev, tega se v banki močno držimo, taka podjetja običajno tudi predamo na sektor, ki mu rečemo sektor za prestrukturiranje, kjer posebej s podjetjem pripravijo plan za izhod iz finančnih težav.
To je splošni del. Taka podjetja so obstajala pred krizo in bodo po krizi. To je del življenja, vsi se nekoč s tem srečamo. Zdaj pa nastopi ta dvojni element, s katerim se tudi v bankah borimo, EBA regulativa, restrukturiranje, finančne težave. Finančne težave, ki so vezane na COVID in zahtevajo odlog plačila obveznosti, bomo obravnavali drugače. Se pripravljamo na to, da bomo obravnavali drugače, ne nujno vedno povezano s prestrukturiranjem. Ampak še enkrat, resnično je pomembno, kaj bomo po tem odlogu naredili. Ali imamo izhod iz tega, ali imamo nov produkt, ali imamo drugačno storitev. Ali se lahko z bančnikom, s poslovnim skrbnikom običajno dogovorimo in vemo, kaj približno se bo zgodilo. Seveda mi takoj zdaj lahko postavite vprašanje, kako naj restauracija na koncu naše ulice ve, kdaj lockdowna ne bo več. Normalno je na to vezano in s tem tudi mi moramo živeti. Ampak praviloma vsaj predvidevamo lahko nek odlog. Skratka, preprost odgovor je da. Če je moratorij posledica finančnih težav, ki so splošne, imamo tudi podjetja, ki niso bila tako odlična v pred-COVID času in COVID jih je samo še poslabšal. Ta terjajo strokovni approach, strokovni prijem in gredo na prestrukturiranje in se tam dogovarjamo. Na drugi strani pa moratorije, kjer bo potrebno, bomo odgovarjali. Ni pa priporočljivo vedno moratorija kar tako vzeti, samo zato, ker je na voljo. Sklepam, še zadnje podvprašanje, sklepam, da glede na to, da so banke tudi bolj robustne kot v zadnji krizi, da je verjetno tudi lažje na nek način skupno rešitev najti kot pa recimo leta 2011, 2012 ali pa 2008, ne? Definitivno, ne gre tudi ne zanemariti denarja oziroma depozitov v celotnem sistemu slovenskem, tako na private individuals, kot recimo na samih podjetjih. Podjetja imajo zaloge denarja, torej denar kot tak, ne terjatve tokrat, večji, torej nominalno je večje stanje denarja, precej večje, govorimo o milijardah, kot je bilo recimo marca 2020, ne? Tako da tudi podjetja so bolj robustna, ne samo bančni sistem. Tukaj mogoče samo še ena misel, dovolite mi zdaj, jaz vam skačem. Prav ta denar na računu in ta potrošniški behavior, ki se bo spremenil, ampak hkrati lahko pa nakazuje tudi na veliko povpraševanje, ko se bo to sprostilo. Mora biti po enkratno, ampak ali smo pripravljeni, ali imamo toliko možnosti takrat vsaj nekaj pokriti za nazaj, kar smo izgubili zaradi lockdowna. Ali še celo več oscilacij, ne? Ja. Res je. Najlepša hvala obema za sodelovanje. A imate mogoče še kakšno sklepno misel ali kaj za dodati mogoče za konec? Z moje strani samo povabilo vsem, naj pogledajo svoje poslovne modele in dejansko imejte cash flow, svoj denar pod kontrolo. Evo, z moje strani pa jutri v računovodstvo vprašati, koliko je računov na čakanju. Brez veze čakati. Čakanje je negotovost, te nervira. Super. Najlepša hvala obema za res koristne nasvete. Upam, da se še kdaj vidimo, še kakšno drugo temo ali pa kakšno bolj podrobnejšo od tega, kar ste danes povedali. Mi se s tem približujemo koncu današnjega webinarja. Kot rečeno, posnetek in prezentacijo webinarja vam bomo poslali, tako da ga boste lahko delili tudi z vašimi sodelavci. Vabimo vas tudi k neposrednim vprašanjem predavateljicama po webinarju. Kontakte vam posredujemo danes tekom dneva. Verjamem, da se kmalu spet vidimo na naslednjih webinarjih, v vseh aktualnih terminih vas bomo sproti obveščali. Samo 3 napovedujem že danes, 20.4., to je že v torek, prihodnji teden bosta 2 webinarja. Prirejamo s Spiritom webinar na temo, kaj podjetnik lahko dobi od Expa v Dubaju. V četrtek, 22.4., torej še pred prazničnim tednom, Roto in pa SID banka o zelenih posojilih, zelenih obveznic in zelenih projektih in 6.5. po dogovoru s Tikom Pro četrtletni pregled aktualnih razpisov. Hvala vsem za pozornost, ostanite zdravi in srečno. Srečno. Hvala za povabilo, lep dan.